Travma se prenaša prek vzorcev, kako so do mene ravnali, tako nekako se jaz naučim in ravnam naprej. Dokler se nekdo v tej liniji ne reče, zdaj pa dovolj, to bomo postavili, jaz ne bom več tega naprej dajala svojim otrokom. Travma je lahko so stalni prepiri staršev, do tega, da recimo tudi ni pravega stika pa uglašenosti staršev na otroka. Mi ves čas v bistvu težimo k razrešitvi travme. Dokler je sami pri sebi ne razrešimo, bomo iskali partnerja, kjer bi lahko to naredili. Se pravi, partnerja, ki nam bo podobno travmo spet ponovno prebudil. Danes se bomo ukvarjali z vprašanji, s katerimi verjamem, da se sreča praktično vsak življenjski iskalec na svoji poti. Morda bodo vsebine na prvi pogled delovale nekoliko temačne, ampak verjemite, da se v tej temačnosti skriva pomemben ključ do svetlobe. Govorili bomo namreč o travmah in kako ti vplivajo na naše življenje. Predvsem pa tudi o tistih starih, ki se dedujejo že kdo ve koliko časa iz roda v rod, pa se njihovih posledic v življenju niti zavedamo ne, oziroma ne povezujemo svojih težav danes z nekimi starimi zgodbami, ki sežejo izven našega obstoja. Govorili bomo, kako so s tem povezane naše težave, kot so depresije, tesnobe, anksioznosti, panični napadi, zdravstvene težave, težave v odnosih. Govorili bomo pa še o eni zelo pomembni temi in to je o težavah, s katerimi se srečujejo ljudje, ki delajo na sebi. To namreč niso stiske, ki bi jih doživljali zato, ker ne bi delali na sebi in bi bežali pred seboj, ampak ravno obratno. To so stiske, ki jih doživljamo, ko se poglabljamo vase, ko pridemo v stik z nekimi globokimi, skritimi ranami in postane lahko zelo težko in intenzivno in včasih ne znamo priplavati na gladino, kje so rešitve. Na vsa ta vprašanja bo odgovarjala naša današnja gostja, to je doktorica Vesna Mirt, psihologinja, psihoterapevtka, supervizorka in predavateljica, ki svoje delo z veseljem opravlja že več kot 10 let. Je asistentka na fakulteti Sigmunda Freuda v Ljubljani in sodeluje s študijsko-raziskovalnim centrom za družino. Vesna, pozdravljeni in hvala, ker ste se odzvali na naše vabilo. Pozdravljeni, hvala za povabilo. Za začetek, kako to, da ste se odločili, da postanete psihologinja in terapevtka? Je bilo to neka vaša želja že od nekdaj? So mogoče kakšne vaše lastne izkušnje vas spodbudile k tej odločitvi? V bistvu moja prva študijska izbira je bila prevajalstvo, ker je moja mami bila včasih učiteljica angleščine. Tako da se je pa to zgodilo glih tisto leto, ko sem se jaz vpisovala, ni bil razpisan študij prevajalstva. Tako da moja druga izbira je bila psihologija in to pa zato, ker me v bistvu že prej dosti zanimali so, ne vem, odnosi, kako sam s sabo biti, kako biti z drugimi. Tako da ja, mogoče, če bi bila takrat ta možnost, danes ne bi bile tukaj, pa jaz tega ne bi počela. Kako pa je biti terapevt? Si ne predstavljam, da celo življenje poslušaš neke težave drugih ljudi, hkrati morate biti empatični in slišati človeka v njegovi stiski, ampak hkrati verjetno ne dovoli, da se vas to osebno dotakne. Jaz imam rada, da se me osebno dotakne. Zato, ker hočem, da ljudje, ki pridejo k meni, da se počutijo slišane. In nekako ugotavljam, da bolj, ko uspem razviti eno sočutje pa empatijo do ljudi, ki pridejo, seveda je toliko bolj je to odrešujoče za njih, ampak je tudi zame to veliko lažje delam in tudi, tako bom rekla, veliko manj nesem domov tega, kar od teh težkih zgodb, ki jih poslušam vsak dan. Tako da empatija je ena taka pomembna stvar. Zdaj, jaz verjamem v to, da se človek začne zdraviti šele takrat, ko je slišan, ko je razumljen. Se pravi, vsak uspešen terapevt verjetno mora biti empatičen in znati imeti sposobnost slišati človeka v stiski. Ampak a ni to mogoče tudi neka vrlina, k kateri bi mogli stremeti vsi ljudje, če bi želeli imeti uspešne odnose? In zakaj za vraga je tako težko slišati drugega človeka? A smo res toliko zapleteni v svoje lastne zgodbe in perspektive, da ne vidimo izven njih? Jaz mislim, da imamo mi vsi kdaj izkušnjo, ko smo v slabi koži, ali imamo slab dan, ali se prepiramo s partnerjem,
Takrat, ko smo v svojih lastnih stiskah, smo zelo zasedeni z njimi in takrat zelo težko najdemo prostor še za to, da bomo slišali drugega. Verjetno imamo vsi izkušnjo, ne vem, kakšnega prepira, ko sploh pri partnerjih, med partnerji, ko med prepirom hočem povedati, hočem biti slišana, hočem narediti tako, da boš ti mene slišala, ti mene razumela, ne. In takrat v bistvu zelo pozabimo na to, da je treba tudi poslušati. To je tudi zelo povezano s tem stanjem, vsi smo že slišali za to stanje boj ali beg. In takrat se malo drugi deli možganov vklopijo. Načeloma je sedež empatije v teh bolj sprednjih centrih, medtem ko so pa te močne čustvene reakcije pa bolj v teh zadnjih evolucijsko starejših možganih. Tako da rabimo biti v pravem stanju, zato da lahko razvijem empatijo. In če se človek odloži, lahko tudi razvija to. Recimo, ko smo preveč zapleteni, recimo v partnerskem odnosu, pa se ne počutimo slišane, ali pa tudi mi ne slišimo druga, sicer ponavadi se tega toliko ne zavedamo, bolj se zavedamo, ko mi nismo slišani. Kaj takrat narediti? A je to signal za razhod, je to signal za iskanje pomoči? Kaj naredimo, ko nismo slišani? Ja, vsekakor je najprej, jaz mislim, da prva stvar je, da se probamo usesti pa pogovoriti. Pa če zmoremo se usesti pa iskreno reči, kako sem, kako si ti, kako sem jaz, pa si povedati kakšne ranljive stvari. Kakšne stvari, kako je tebi biti s tabo z mano v odnosu, kako je meni biti s tabo v odnosu. Kar je težko, ne, sploh če so zamere dlje časa že trajajo, če se ponavadi so prepiri taki, da se skozi leta nalagajo stvari, ne. Jaz mislim, da prva stvar je, če par ne zmore sam, je absolutno zelo dobro poiskati pomoč pri terapevtu, kjer malo pomaga v bistvu prevajati od enega do drugega, ne. Tako zelo ko nekdo nekaj izreče, včasih pride zelo na robo, na drugo stran. In terapevt lahko tukaj zelo pomaga, da jima pomaga izstopiti iz tega boja, bega, pa da se lahko vsak pri sebi postavi, pa na en tak miren, ranljiv bolj način pove drugi osebi, na način, ki bo lahko druga oseba bolj slišala. Zdaj jaz sama v zadnjem času ljudi vidim zelo tako kot neke skupke travm in nekih talentov, seveda, se pravi neke teme, svetlobe, če rečemo. A smo ljudje res nekakšni skupki preteklih travm, a naše življenje res poganjajo travme? Ja, to je dobro vprašanje. Jaz bi rekla zelo odvisno od človeka do človeka. Sigurno imajo travme lahko velik delež. Saj, če se že vprašamo, iz kje prihaja moj motiv za eno odločitev, ali se odločam iz enega strahu, ali mogoče iz enega občutka sramu, da nisem primerna, ali se odločam iz enih drugih delov, v smislu, enega občutka živosti, življenja, radosti. In če zaznavam, da je veliko strahu v mojem življenju, ali pa veliko ene jeze, ali pa veliko enega sramu, ali pa veliko ene krivde, sigurno je tukaj eno tako opozorilo, da dajmo se malo ustaviti pa pogledati, kaj se dogaja. Kako pogoste pa so težave, ki jih imamo v življenju, bodisi fizične, psihične ali pa težave v odnosih, samo nepredelane travme, ne, v narekovajih samo? Ja, samo. Se pravi, kakšne so posledice v bistvu? Ja, kolikokrat so v bistvu težave, ki jih imamo, da lahko rečeš, da so posledice travm? Mogoče, da bi za začetek definirali, kaj je to sploh travma, ne? Ker neko tako staro definiranje je bilo, da travma so taki dogodki, ki so zelo bili intenzivno pa grozni. Od vojne do nasilja, spolnih zlorab, umori oziroma priče v boju in podobne stvari, ne. Zdaj, v zadnjem času se je že veliko bolj razširila ta definicija, ker so ugotovili, da tudi manj na videz tako močni, intenzivni dogodki lahko povzročijo travmatičen odziv. Se pravi, travma ni nekaj, kar se nam zgodi, travma je nekaj, kar se zgodi v meni, v odzivu na to, kar se mi je zgodilo od zunaj.
kar pomeni, da na isto situacijo lahko ena oseba odzove se čisto v redu in bo naslednji dan normalno funkcionirala. Druga oseba bo na isto stvar odreagirala tako, da kar naenkrat ne boš mogla spati po noči, slabo se bo počutila, koncentracija bo padla in bo že začenjala imeti določene znake, da ni bilo vse ok, da ni sprejela v redu, procesirala, če lahko rečem, dogodka. Travma, se pravi, je zelo veliko širši pojem. Travma je lahko že ena bolj močna, težja operacija ali pa bolezen. Lahko je recimo že travma v maternici, ko mama še nosi dojenčka. Se pravi, recimo, če je mama zelo pod stresom, to definitivno vpliva na to, kako se plod razvija. Travma je lahko so stalni prepiri staršev in do tega, da recimo tudi ni pravega stika pa uglašenosti staršev na otroka. Se pravi, da ne more videti, kdo ta oseba je, da ga ne more slišati, mu ne more priti nasproti, ampak veliko bolj z enimi svojimi prepričanji pa svojimi stiskami prihajajo do otroka. Do tega, da recimo tudi starši naredijo otroka za čustvenega partnerja nehote. Se pravi, da razlagajo mogoče stvari, ki jih naj bi partnerju razlagali. Razlagajo, ne vem, mama razlaga otroku, kaj vse je doživela v odnosu z očetom tega otroka. In veliko stiske odlagajo pri otrocih, kar pa otroci, njihova vloga ni, da to lažejo, recimo starše. Do tega, da se naredi otroke grešne kozle, da se jim daje krivda za stvari, za katere ne morejo biti krivi. Se pravi, tukaj je velik razpon tega, kaj je lahko travma. In ta težka beseda se jaz včasih kar izogibam, glih zaradi tega, ker ljudje mi rečejo, jaz nimam nobene travme. Jaz sem imela zelo srečno otroštvo. In ja, verjamem, saj starši nas imajo, so nas imeli radi. Sigurno pa idealnega starševstva to ne obstaja in stvari pustijo posledice in je za pogledati, kako je naš sistem, naše telo, naša psiha odreagirala na to. Tako da v bistvu posledica travme je nekaj, kar me zapre, kar me zakrči. In ne morem v tem biti prisotna v tem trenutku, se odzivati iz svoje pristnosti v tem trenutku, ampak se odzivam recimo na eno čist situacijo, ki je varna, ki ni nič posebnega, se lahko odzovem tako, kakor bi se odzvala na eno zelo nevarno situacijo. Temu rečemo lahko triggerje. Tako da ugotovimo pa, da te osebe, ki imajo take težke izkušnje, je veliko bolj povečan ta senzor za nevarnost in lahko vidijo nevarnost v stvarih, ki jih ni. Se pravi, če prav razumem, je travma neka zamrznjena energija, ki se ni sprostila primerno. To pomeni, da nas potem spremlja celo življenje, dokler je ne sprostimo. Ja, lahko bi tako rekli, ja. Ker to je pa prav iz tega telesnega vidika. Ja. Se pravi, prej smo se pogovarjali, da živali v divjini niso travmatizirane. Recimo antilopa v savani, ko jo neha lev preganjati, bo se stresla, ta naboj, ki ga je rabila, ko se telo pripravi za beg in srce se pohitri in pritisk naraste in je veliko življenjske energije tukaj noter. Ko ona zbeži, bo ta naboj v bistvu stresla ven s stresanjem. In bo lahko mirno spustila, ona bo še razmišljala, kaj se mi je zdaj vse zgodilo. In bo začela in jedla naprej travo. Kaj se pri ljudeh zgodi je, da, če dam pa zdaj imam drug primer, mogoče smo že vsi bili kdaj zelo blizu nesreči, prometni nesreči. Recimo, malo si se, nekaj si naredil, da si se komaj izognil. Pa se ti pa zgodi, da se začne stresti potem ali pa ti gre kar na jok, recimo. Naši možgani nam rečejo, to je čudno, nehaj, ustavi se, umiri se, gremo naprej. Kar je škoda. Fajn se je takrat ustaviti,
usesti, pustiti, da proces teče, da telo, če se rabi tresti, da se trese, tudi 10 minut, pol ure, če je treba, da če pride jok, da se zjočem, da če pride smeh, tudi smehom v bistvu sproščamo te stvari, da gre to v bistvu prav fizično ven. In je potem v bistvu lahko temu rečemo, da je pač naboj šel ven, da je proces zaključen. Kaj se pa zgodi, če ta proces prekinemo, ne dovolimo telesu, se pravi, da ga Ostane v telesu. nastanejo lahko kronične težave? Tako. In povzroča lahko veliko kroničnih težav, zdravstvene težave, avtoimune bolezni. Tudi gledali so povezavo z diabetesom, srčne bolezni, pa so tudi take stvari, migrene, nepojasnjene bolečine. Veliko ljudi je, ko hodijo od zdravnika do zdravnika in nič ne najdejo. In ljudem ne verjamejo, da jih res boli. Pa če jim uspe najti eno tako informacijo, lahko pridejo seveda na eno tako terapijo, na psihoterapijo. Kaj pa potem recimo težave v partnerskih odnosih? A so tudi te posledice travm? A se tudi povezujemo s partnerji preko travme lahko? Sigurno. Nas tudi, ne vem, privlači nezavedno v drugem podobna travma? Sigurno. Mi ves čas v bistvu težimo k razrešitvi travme. In dokler je sami pri sebi ne razrešimo, bomo iskali partnerja, kjer bi lahko to naredili. Se pravi, partnerja, ki nam bo podobno travmo spet ponovno prebudil. In to je fajn vedeti, to sploh veliko ljudi, jaz mislim, da pozna ta vzorec, recimo ves čas privlačim iste partnerje, ves čas se vrtimo v istih ciklih. To je to, takrat se je pol zavprašati, kaj se je dogajalo doma, kaj sem izkušala težkega že prej. Pa glede na to, da ima vedno več ljudi danes težave z depresijami, anksioznostmi, tesnobami, paničnimi napadi, kaj so običajno vzroki v ozadju teh težav? Ja. Se pravi, načeloma vzrokov je več. Dejavnikov, mi temu pravimo, dejavnikov, ki se seštevajo. Ponad ni samo ena stvar. Tudi je recimo genetika tukaj zraven, okolje in tako. Je pa seveda velik delež je to, kaj se dogaja v družini in tudi načeloma stresno življenje. Oziroma to, kar smo prej govorili. Se pravi, lahko je že tudi ena močna, težka operacija. Lahko problem, da stvari ostanejo zaklenjene v telesu in povzročajo težave, kakor je tesnoba. Zelo pogosto pa je, mislim, kakor jaz delam z ljudmi, pa prihajajo zaradi težav s tesnobami, s paničnimi napadi, se vračamo nazaj v otroštvo, ker je tam veliko za pogledati. Še ena težava se mi zdi, da ljudje med sabo se ne znamo podpreti v nekih stiskah. Kakšen nasvet dati recimo svojemu bližnjemu, ki morda trpi bodisi za depresijo ali pa za anksioznostjo, in zakaj neki čisto dobronamerni nasveti, kakor, ne vem, največkrat rečemo, ne skrbi, ne obremenjuj se, misli pozitivno, življenje je lepo, bodi srečen. Zakaj v bistvu s temi seveda čisto dobronamernimi nasveti lahko še poglobimo stisko človeka? Ja, ljudje kar izkušajo takšne odzive s strani okolice. Ja, problem je, ker če dobim recimo od starša ali pa partnerja umir se, vse bo okej, kaj pretiravaš in tako naprej. Problem je, da ti ljudje se že sami s sabo slabo počutijo, potem je pa ta informacija lahko še mogla bi se drugače počutiti, mogla bi biti že boljš. To, kar čutim, ni prav. Tako da po eni strani je pomembno, da znamo slišati, da znamo poslušati. Hkrati je pa tudi za presoditi. Se pravi, bližnji nismo terapevti, svojim partnerjem nismo terapevti, svojim staršem. Tako da, če so težje težave, je definitivno dobro poiskati strokovno pomoč. Je pa fajn biti zavedati se, da to so realne stvari, da oseba ne pretirava, da ni preobčutljiva, da to, kar doživlja, je resnično, da res nima kontrole nad tem.
biti v podporo, ampak ja, tukaj se je pa do nekje je podpora bližnjih, od nekje naprej je pa tudi strokovna pomoč. Tle se mi zdi mogoče to, da rečeš nekomu, da je v redu, da se slabo počuti, a ne? Da se mogoče to poudarja, da je ok, težko ti je in to je čisto ok, a ne? Da ne probamo tega olepšati. Ja, tako. Zdaj bi mogoče šle še en korak nazaj, naprej, kakorkoli, medgeneracijske travme. To je znanstveno dokazano dejstvo, a ne? Ni to nekaj, kar bi se mi zdaj izmislili v nekih duhovnih sferah ali v nekem... Ne. Ne, veliko strokovnjakov, raziskovalcev raziskuje medgeneracijsko travmo in je priznana v teh krogih, da to je nekaj, kar obstaja. In nekaj, kar se tudi, recimo, jaz sem po izobrazbi zakonska in družinska terapevtka, tako da zelo vidimo, kako generacije prej, kako se travma prenaša na naslednje generacije. In stvari, ko so se dogajale mogoče 2 generacije nazaj, da imajo še vedno vpliv na vnukih ali pa celo naprej. Se pravi, znanost dokazuje, da lahko podedujemo travme svojih staršev, starih staršev, še generacije naprej, da bolečine naših prednikov, njihovi, ne vem, strahovi, bolečine, žalosti, neke zablokirane energije lahko nevede postanejo naše lastne. Ampak se mi zdi, da redko kdo pa potem dejansko uspe povezati neke svoje nepojasnjene strahove z tem, kar se dogaja njegovim prednikom. Verjamemo, da smo sami vir težav, da je z nami nekaj narobe, da smo mi nekje zavozili. Ali si pa pač rečemo, takšni pač smo in se niti ne sprašujemo kaj dosti, zakaj je temu tako. Ja, veliko ljudi ne gre gledati nazaj in ne razume, zakaj se jim to dogaja. Tako kot ste rekla, ja, se potem mislimo, da je z nami kaj narobe. Ali pa je pač takšno sem, tako pač je. Kar je škoda v bistvu, ker pol se tukaj ustavimo in ne gremo naprej. Ampak tukaj bi mogoče rekla, da medgeneracijska travma, to pomeni kaj to zelo konkretno pomeni. Če dam primer, mama, ki je bila, bom zdaj malo težji primer dala, spolno zlorabljena. Mama, ki ne zmore ali pa še ni bila pripravljena se srečati s to svojo zlorabo, z vsem, kar je to prineslo. Se pravi, to zlorabo recimo vpliva na dojemanje sebe, na dojemanje ljudi okrog sebe, na to, kako lahko zaupam sebi, kako lahko si poiščem pomoč, kako odreagiram na določene situacije. In če ta mama v odnosu s hčero je zelo zasedena v svojo stisko, že samo to je včasih dovolj za prenos travme. Ker če je mami zasedena s stisko in me ne vidi in na povabilo za stik, da se ne pride igrati, ko je punčka doma, je ne uspe potolažiti. Že tukaj so take stvari, ko vplivajo na otroka. Če samo se to zgodi. Kaj šele vse tisto, kar ljudje, ko so zelo pod stresom, ko so veliko težkega doživeli, imajo lahko še pa razne panike, tudi težke agresivne besede, kdaj pridejo iz ust, pa si tega ne želijo. Ampak veliko se dogaja in ni to neka namišljena stvar, ko jo sam začutim. Travma se prenaša prek vzorcev, kako so do mene ravnali, tako nekako se jaz naučim in ravnam naprej. Dokler se nekdo v tej liniji ne reče, zdaj pa dovolj, to bomo pa ustavili, jaz ne bom več tega naprej dajala svojim otrokom, dajmo pogledati, kaj se dogaja, grem na terapijo, grem si pomagati, grem kaj prebrati, raziskati in se potem da tukaj pa na ta način tudi ustaviti medgeneracijsko travmo. Ja, zdaj sem še recimo tudi 1-2 primera medgeneracijskih travm, ki jih še mogoče omenimo, da si bomo še malo bolj predstavljali, kako to gre. So tudi malo bolj ekstremni, ampak pač take situacije se dogajajo. Recimo terapevt Mark Wolin, ki je napisal knjigo I Didn't Start With You, je nekoč delal z moškim, ki je 3-krat poskušal narediti samomor in potem je poiskal terapevtsko pomoč. Terapevt je ugotovil, da poskuša poplačati kaznivo dejanje svojega dedka, ki je nekoč nekoga umoril. In ko je to pač ta možakar izvedel, je rekel, se pravi, nisem jaz tisti, ki si zasluži kazen in smrt. Podobno je doživljala ena
mlada punca, ki je imela željo po samopoškodovanju, se je tako globoko rezala, da je skoraj skrvavela. Terapevt je pogledal njene odnose s starši, mama, oče, ugotovil, da gre za ljubeče, podporne odnose. Pogledal eno generacijo nazaj, ugotovil, da je bila babica alkoholik in je enkrat pač šla iz ceste pod vplivom alkohola. V tej prometni nesreči je njen mož umrl, torej dedek od te punčke. In tako je ugotovila, da je ta bolečina, ki jo ona podoživlja, v resnici nerazrešena bolečina njene babice. Koliko je teh primerov v praksi? Tega je kar veliko. Oziroma, skoraj ne vem, če sem kdaj srečala v terapevtskem kontekstu, da bi kdo imel za nazaj starši, da bi bilo vse v redu. Tako da ne vem, če nisem še srečala osebe, ki bi bila čisto brez travm. Prosim, če kdo je, naj se mi javi. Se pravi, pol ne moremo recimo reči, naši babice pa dedki so živeli v nekih vojnih časih, v pomanjkanju, v lakoti, v strahu pred preživetjem, pred tem, a bojo še videli kdaj svojega bližnjega pa svoj dom. Ti si pa danes živiš v nekem varnem okolju, imaš izobilje vsega, pa si zatraumatizirana, pa si, ne vem, depresivna, anksiozna. Tako se mi zdi, da si pol med sabo se že sodimo, kakor nimaš pravice v tem času biti zatraumatizirana. Mogoče tle res pol, da se ljudje začnemo zavedati, ja, ampak ti pa ne veš, kaj ta človek nosi, kaj družinsko drevo ima, kaj so njegovi predniki doživljali. Ja. Vse to, ko sva prej rekla, vsako doživljanje je pravo, na koncu koncev. In nikoli ne vemo, kaj ta oseba s sabo nosi. Ja, saj, če gledamo navzven, se pravi, če primerjamo vojne razmere pa zdaj, je seveda velika razlika. Je pa tukaj vse to, kar sva govorila. Gre za prenos medgeneracijskih travm. In včasih so stvari, ki jih nosimo s sabo, pa jih ne znamo, ne razumemo, ne vemo od kje, je mogoče še težje z njimi biti. Ker, ne vem, saj nič se ne dogaja tukaj varno, zakaj se tako počutim, zakaj mi je tako težko. Je pa lahko še ta sram zraven, pa krivda. Ja. Torej, zdaj govorimo o tem, da imamo neke lastne travme, pa medgeneracijske, ki se dedujejo. A potem tako razmišljam, recimo, da imamo travmo, ker smo imeli čustveno nedostopnega starša, ki ni slišal naših potreb, nam mogoče ni dal dovolj varnosti, ljubezni. In zato nosimo travmo celo življenje, prikličemo podobne partnerje in tako naprej. Ampak seveda, če se potem vprašamo, zakaj pa je bil naš starš čustveno nedostopen, je zato, ker je bil njegov starš čustveno nedostopen in njegov starš zato, ker je bil njegov. In spet pride ta kača medgeneracijskih travm. Se pravi, a je pol dejansko večina travm medgeneracijskih? No, ja, nekatere so seveda tudi v tem življenju se nam zgodijo, nesreča, težja bolezen, nasilje. Se pa sigurno povezuje, da ljudje, ki izhajajo iz družin, kjer je bilo več travm, imajo večjo verjetnost, da bodo doživeli tudi v tem življenju. Zdaj pa mogoče še najbolj pomembno vprašanje danes. Kako sploh začeti zdravljenje travm? Kaj je v tem procesu pomembno? Kako se lotiti tega neoprijemljivega pojma? Se mi zdi, če imamo zlomljeno roko, nam je jasno, gremo po gips, počakamo, da se kost zaceli. Pri travmi verjetno ne gre tako, čas ne celi travme, verjetno jo še poglablja. Se pravi, kako... Ja. Zdi se, da ni to tako enostaven proces. Ne, meni je to zelo ljuba tema, zato ker glih ta posttravmatska rast. Tako se mi zdi, lahko je to zelo težka tema, ker se včasih zdi zelo usodno in neizbežno in da smo nekako ujeti v te stvari. To pa ni res. Veliko se da tukaj narediti. Sej, če pogledamo že vsak pri sebi, če pogleda na katerih področjih v življenju, se zataknem
ali se pa vrtim v začaranem krogu, ali imam pa kakšne zdravstvene težave, ki jih ne morem odpraviti, ki so lahko povezane z psiho. Ali se zapletam v odnosih, ali res težko vzpostavljam odnose, se s partnerjem težko vzpostavlja en varen odnos. Pogledam, kje, ali pa mogoče celo se zelo samo sabotiram, pa ne morem delati, ne morem se učiti, ne morem tisto, kar si zadam, res veliko truda vložim in mi pa še vedno ne uspeva narediti stvari. Je za pogledati, ne? Jaz mislim, da tukaj je v bistvu zelo povabilo pogledati vase, se srečati s tem, kaj se v meni dogaja, kaj doživljam, kaj mi ljudje prebujajo, nenazadnje, kako govorim sama s sabo. Veliko ljudi, ki imajo težke izkušnje, zelo razvijajo tega notranjega kritika, so zelo kritični, ali pa zelo močen perfekcionizem, ki nas tudi zelo ovira in zaradi tega tudi ne moremo čist na prav način delati, študirati in tako naprej. Tako da se je za pozvati se je, biti je za radoveden, biti do sebe, prijazen do sebe. In pol, če ne gre, si poiskati podporo v ljudeh, ker tako je, ne? Vse te travme, o katerih smo govorili, to so nastale v odnosih. In dostikrat je ta utvara, da travmo lahko sama razrešim ali pa z eno enostavno tehniko, ne? V bistvu je to res bolj zapleten proces. Rabimo osebo, ob kateri lahko zelo ranljivo govorim o sebi, raziskujem sebe in če ne gre to v odnosih, katerih smo danes, tukaj pa zdaj, pa potem z nekom, ki je izurjen za to. Kako pomembno pa se vam zdi, da človek dela na sebi, preden se odloči za svojo družino, se pravi, da poskuša razrešiti neke družinske travme, preden se odloči za... To je idealna situacija. Ja, ki pa ni verjetno tako v življenju. To je idealna situacija in seveda jaz to zelo podpiram. In zavestno starševstvo, zavestno partnerstvo, vse te stvari. Ja, je pa realnost je taka, da se včasih zgodi, da ne predvidimo, da niti ne razmišljamo o tem, preden se ustvari družina. In nič zato nikoli ni prepozno. Tudi ljudje, ki so starejši, pridejo in poiščejo pomoč in vedno se daš izboljšati svoje življenje, pa si ga olajšati. Ja, tle se mi zdi pomembno, da potem ne vzbujamo občutkov krivde pri tistih, ki imajo družine, pa si mislijo, kaj sem pa jaz zdaj naprej dal. To pa je težka tema, krivda staršev. Krivda staršev je težka tema. In po eni strani je odgovornost, se pravi, sem odgovorna za to, da ne dajem stvari naprej, pa da omogočam otroku, da boljše odrašča kot jaz. Ampak to vključuje tudi eno odpuščanje sebi. Tudi mi nismo zrasli gor tako, kot naj bi. In si odpustiti, ker ta znan psiholog Winnicott govori o mami, ki je dovolj dobra. In to je tista popolna mama. Popolne mame načeloma ne obstaja. Ne? Se pravi, seveda delamo napake, seveda se kdaj pozdigneš glas in narediš stvari, ki te pol žal. Pomembno je, da ni to konstanta. Da ni to iz dneva v dan. In takrat, ko se zgodi, je največ, kar lahko naredimo, da popravimo. Da pridemo od otroka, pa se pravičem, pa probam izboljšati. In da vsi imamo to izkušnjo, da včasih, ko se pobotamo, se lahko pol še bolj povežemo. Se še bolj spoznamo. Se pravi, kako pomembno je torej, da uredimo tudi mi svoje odnose s svojimi starši. Ja, absolutno. Kaj narediti, če recimo jim ne zmoremo odpustiti za njihove napake? Jaz mislim, da odpuščanje niti ni nujno potrebno. Je fajn. Ampak se mi zdi, včasih je malo lahko ta pritisk, ki je treba odpustiti. Zato, da lahko odpustim, se moram srečati z veliko stvarmi pred tem. Se pravi, začutiti bolečino, ki se mi je zgodila. Začutiti jezo.
In potem s časom lahko pride odpuščanje. To ni racionalna odločitev. To je protest, ki se dogaja na tem nivoju telesa, čustev. Zdaj, če smo govorili o tem, da podedujemo travme, verjetno podedujemo tudi neke pozitivne vrline, sposobnosti, znanja, moči, ki nam lahko pomagajo v tem procesu. Se pravi, od prednikov podedujemo tudi dobre stvari. Ja, seveda, hvala Bogu. Da nismo tako... Ja, seveda. In verjetno tudi veliko stvari sami prinesemo na ta svet. Jaz vidim bolj travme nekaj kot ene blokade, ki nam omejuje našo ta pristnost pa avtentičnost. Ker otrok bo vedno izbral odnos. Otrok nima druge izbire. Bo vedno sebe dal na stran zato, da bo ohranil odnos z mamo pa z očem. Ker je od tega odvisen njegovo preživetje. In sploh se s časom probamo vse teh, kar govoriva, blokad in naših delov sebe, ki niso toliko pristni, se zavest pa izpustiti. To se zelo lahko sliši, ni, ne? Ja. Zdaj, kot sem že v uvodu omenila, bi se dotaknila še ene teme, to je pa same problematike dela na sebi, mogoče nekih težav, ki se pojavijo v nekih duhovnih sferah. Zdaj, danes sigurno živimo v časih, ko se ljudje širše prebujamo, zavest se širi, kar je super, imamo malo morje nekih knjig, tečajev, seminarjev, učiteljev, ki nam pomagajo pri duhovni rasti. Ampak tako kot vsaka stvar ima tudi ta svetlo in temno plat. Pa me zanima, kako vi v vašem delu opažate, kaj ta temna plat dela na sebi lahko. Aha, temna plat dela na sebi. Ali pa duhovnega prebujanja. Ja, tako je, ne? Če se prebudiš, pa spodaj spi ena bolečina, bo začela boleti. V bistvu tako je. Okrevanje oziroma iti preko teh stvari pomeni iti skozi. Začutiti bolečino. Pomeni, da je zelo lahko intenzivno in včasih se tudi ne da, včasih ne moremo sami tega narediti. Vse te duhovne prakse, jaz, kakor vidim pri ljudeh, jim lahko zelo pomagajo. Imajo svoj čas, prostor in mesto, da se jih uporabi. Se pa lahko včasih zgodi, da ne dajejo orodja ljudem, kako zdržati tako močno intenziteto doživljanja. Ker tako je, ne? Vsi imamo tako, jaz rečem, kakor eno tako šalčko, koliko intenzitete, stresa oziroma čustev lahko prenesem, brez da me vrže nekam ali v panične napade, nekontrolirajoč bes ali v depresijo, izgorelost in tako naprej. In če že od malega imam zelo veliko stresa v življenju, lahko moja ta šalčka zelo majhna. In taki osebi lahko z eno, če lahko tako rečem, tehniko odpreti travmo včasih ni najboljše. Ker ta šalčka ne bo zmogla toliko intenzitete prenesti pa sprocesirati. Zato je pomembno pri delu s travmo razumeti to, pomagati človeku v bistvu na nek način razširiti to šalčko in pomagati po kapljicah dozirati, koliko te intenzitete lahko njegov sistem prenese, da spustim čez in doživim vse to intenziteto, ki je prišla v preteklosti. Tako da se mi zdi, se počasi se že ta znanja prihajajo v spredje, kako delati s travmo, je pa še zelo veliko ljudi, no, ko še ne delajo na ta način. In je fajn tudi poiskati ljudi, ki so informirani, kako delati s travmo. Se pravi, se lahko zgodi, da gremo nepripravljeni pregloboko vase. Ja. Kako pa vedeti, kje je tista točka, kjer se moraš ustaviti, da ne doživiš retraumatizacije? Se mi zdi, dokler tega ne doživiš, ni nekih alarmov verjetno ali...
Načeloma, če se kdaj zgodi samo po sebi, ni to nič hujšega. Če pa bi vi se konstantno odpirala pa retraumatizirala, lahko pa ni okej. In to samo po sebi ne prinese okrevanja, ampak prinese telo se zakrči in lahko v bistvu padem še večjo v bistvu eno tako neravnovesje. Še slabše prenašam stres. Ker če ves čas odpiram, ves čas je telo v takem stresnem stanju, občutku, da je preveč, da je preplavljajoče, se zakrčimo in ne moremo, se pa zablokiramo. Se pravi, lahko se zgodi, da kot sadnega dela na sebi pridemo v stik z neko travmo, potem pa lahko tudi leta in leta podoživljamo nek strah, neko bolečino, neko žalost ali pa jezo. In se pač nekako zataknemo v nek ta travmatski labirint. Ja. Zakaj se ta vklečena energija ne sprosti? Kje delamo narobe? Nismo vajeni delati s tem, ne. Tako kot smo mogoče prej s tisto nesrečo govorile, a ne. Že pri takih stvareh, ko se komaj izognem nesreči, pa ko se ustavim pa se začnem tresti, si ne dovolimo. Saj, če gledamo, kako vzgajamo otroke, ko pade po tleh pa si razbije koleno, bomo hitro rekli, v redu je, nič ni hudega, nehaj jokati, ne. In ustavimo, ne. In škoda. Mi imamo zelo urejeno, kaj je treba takrat narediti. Je treba z vso intenziteto ali kričati, ali se zdreti, ali ne, zato da telo naredi svoje. In smo tako v taki družbi zaenkrat živimo, da ustavljamo, da je to nam je preveč. Tako smo bili mi vzgajani, tako kot smo prej rekli, to so medgeneracijski vzorci za nazaj, tako smo bili mi vzgajani in zaenkrat še ne znamo drugače. Se pravi, ne znamo poslušati svojega telesa. Ja. Bi lahko rekli, da je naše telo naš najboljši šaman. Lahko tako rečeva. Ja, telo ves čas govori. Ves čas govori, daje signale, ampak in tudi to naredi travma, ne, da se odrežemo od svojega telesa. Kot otroci doživimo eno zelo intenzivno izkušnjo, takrat nimamo ene sposobnosti, kapacitete ali pa podpore s strani drugih ljudi, ki bi nam pomagali biti s tem. In gremo v disociacijo, odrežemo se od telesa, gremo v glavo, iščemo rešitve, beremo teorije in se na ta način znajdemo. In to je na nek način v redu, disociacija je v redu, zato da lahko preživimo. Za vse te obrambne mehanizme je za spoštovati, hkrati se pa pomembno zavedati, da je pa treba tudi priti, da je fajn priti nazaj. Da priti nazaj v telo in vsak bo imel svojo pot, kako priti nazaj v telo, pa v stik s svojim telesom, kako se srečati s to intenziteto od znotraj. Se pravi, je mogoče pol prvi korak, ki ga bi mogli na neki duhovni poti, da je prvi korak tisti stik s svojim telesom, pa potem naprej v višje sfere. Ne, težko dam eno tako formulo, zato ker če pa gremo prehitro v stik s svojim telesom, pa je tukaj veliko te intenzitete, pa še nismo pripravljeni nanjo, je lahko tudi preveč. Če že iščem eno splošno formulo, je, dajmo priti tukaj pa sem pa zdaj. Se pravi, medve, ki tukaj sediva, lahko obe začutiva, da imamo sedež pod sabo, da imamo tla pod sabo. Jaz čutim naslonjalovi, ne. Lahko vidiva, da je luč nad nama. Lahko vidiva, da so rastline tukaj. In če je to mi udobno že narediti, lahko mogoče tudi zaznam, ali so moji podplati topli ali hladni. In če mi je to v redu, mogoče lahko probam tudi zaznati, kakšen je moj dih. Ali je plitiv, ali je globok. In ga samo opazujem. In ga začutim, ne samo da vem, da diham, začutim, kako se dvigne prsni koš, pa kako se spusti. In na ta način počasi vstopamo v telo. In izstopamo iz teh možganov, iz misli, ki ves čas šibajo lahko sem pa tja. In skozi telo lahko stopim tudi svoje čustva. In pol pa vidimo, kaj se pa naprej zgodi, pa vprašanje,
kako vsak to doživi. Se pravi, če nas preplavi nek neobvladljiv strah, prva stvar, kaj pogledati okoli sebe. Lahko pogledam naokoli, pa na glas izrečem. Vidim rožo, vidim mizo, vidim luč. Lahko se dotaknem stvari. Se pravi, vklopim teh 5 čutov, ki me pripeljejo v sedanji trenutek. In mi to da informacijo, le, tukaj je varno. In na ta način sporočam tem našim možganom, ki mogoče alarm sprožajo, le vse je okej, tukaj pa zdaj je varno. In to je recimo ena taka stvar, ki jo lahko najprej naredim. Torej lahko govorimo o nekem izrazu duhovni obvoz, v angleščini spiritual bypassing, ko uporabimo duhovne prakse na način, da obvozimo neke pomembne korake. Kaj se zgodi na tem obvozu lahko? Se mi zdi, ena taka klasična je, ne smemo se jeziti, pa moramo biti pozitivni. In se zaznava jeza kot nekaj slabega. Mi pa vemo, recimo, da je jeza lahko, če potlačimo, pademo v depresijo. In je jeza lahko zdravilo, da se potegnemo iz depresije. Ja, se pravi, naredimo lahko obvod stran od svojega doživljanja in se pretiramo, ukvarjamo s tem, da bi se dobro počutili, pa ne čutili slabih stvari. In kar to naredi, je, da v bistvu te stvari še vedno tam so. Ne? In vemo, da če določeno čustvo ali pa misli odrivamo, dobijo ponovadi še večjo moč. In tistih stvari, ki se jih ne zavedamo, imajo kontrolo nad nami. Zato je fajn pogledati tudi te stvari, se zavedati, tole ima pa veliko vpliv name. Vsakič, ko nekdo nekaj reče, pa naredi, se meni nekaj prebudi, pa iz straha nekaj naredim, kar drugače ne bi. Se pravi, tukaj je ena močna kontrola nad mano. In če pa uspem določene stvari ozavestiti, dobim pa jaz večjo kontrolo nad temi stvarmi in v bistvu kontrolo nad svojim življenjem. Zato je fajn se ne izogibati tem stvarem. Je pa seveda naravna reakcija, zato ker ljudje smo navajeni, da kar boli, kar je boleče, ne želimo tega čutiti. In tudi teh ljudi ni za obsojati. Je tudi te ljudi za razumeti, je pa fajn povabilo, da se da na drugačen način in da se da bolj vzeti kontrolo nad svojim življenjem. Kako pa recimo jezo lahko na zdrav način sprostiš? To je zelo široka tema. Jaz bi najprej ločila jezo kot čustvo, pa vedenje. Dostikrat se povezuje jeza pa nasilje. To sta dve različni stvari. Prvo kot prvo si jo sploh pustim čutiti. Že to je prvi korak. Je pa potem, jaz mislim, da velike glede samo spraševanja jeza zelo veliko govori o tem, da so nam bile verjetno prestopljene določene meje, nas je kdo ponižal ali naredil stvari, ki niso bile v redu. Ali pa na čisto ene osnovne potrebe, čustvene, ki niso izpolnjene, že mogoče dlje časa. In se tudi v takih situacijah nam lahko jeza prebuja. In spraševanje sebe, poglabljanje vase, opazovanje sebe. Ja, in če je jeza zelo intenzivna, če je zelo, zelo intenzivna, ker jeza je pa zelo lahko telesna, jaz dejansko to kdaj uporabim, se pravi tudi z delu z ljudmi, ker jeza v bistvu prihaja iz tega dela boja, se pravi, tudi ko smo v nevarnosti, s tem mehanizmom bojem, da se moram boriti, s tem je povezano tudi čustvo jeze. Tako da ena taka vaja, če lahko temu rečem, pa je lahko tudi sprobate doma. Vzame se recimo brisača. Vzamem brisačo in s tem, da v bistvu v svojem telesu rabim biti v stiku s svojim telesom, ko to delam. In z vsem tem nabojem jeze, ki imam v sebi v tem trenutku, zvijem to brisačo, se pravi, noter dam in si lahko dovolim biti zelo živalska, pri tem lahko renčim, lahko spuščam zvoke in si dovolim, da gre res ven.
In to lahko v bistvu na nek način prinese eno sprostitev in dejansko ta naboj v bistvu ven sprostimo in potegnemo. Kako pomembno pa je, da si kdaj v delu na sebi tudi vzamemo pavzo, odmor od dela na sebi? Ja. Jaz mislim, da sem to že pred kratkim meni gospe rekla, dajmo si vzeti malo pavze. Morajo stvari se tudi usesti, pa počakati, da vidim, kako pa zdaj s tem enim novim pogledom ali novim doživljanjem v bistvu lahko v vsakdanjem življenju funkcioniram. A se kaj pozna? A se to moje delo na sebi dejansko pozna? A to pomeni, da jaz sem bolj prijazna do sebe ali do drugih? A to pomeni, da je manj strahov v meni? Mora biti nekaj vidnega. Se pravi, če jaz delam recimo leto, 2, 3 na sebi, seminar, delavnica, izobraževanje, in po 3 letih v realnem življenju ni nobene spremembe, pomeni, da nekaj ne razrešujem, kar ne bi razreševala. Meni je treba najti nekaj drugega, ali pa se pri eni stvari malo bolj ustaviti, pa videti, a to res je zame nekaj, kar mi bo prineslo spremembo. Najlepša hvala, Vesna, za vse vaše odgovore. Verjamem, da ste vsakomur izmed nas prenesli nekaj pomembnih misli, ki so odprle novo pot k bolj poglobljenemu razumevanju samega sebe. Jaz bi rekla, raziskujmo se, opazujmo se, pozdravimo se z namenom, da nam ne bo treba več ponavljati preteklosti, ker cikel trpljenja lahko prekinemo. Verjamem, da se sliši zelo preprosto, da so to zahtevni procesi, ampak je res vredno. In če ne zmoremo sami, poiščimo primerno pomoč in podporo, ker le redko kdo zmore sam. In tako bo počasi naše življenje dobivalo nove dimenzije lahkotnejšega bivanja in predvsem pristne sreče. Svobodnejši bomo, tako mi kot naši potomci, ki jim ne bo treba več podoživljati vseh starih bolečin. In kot pravimo pri Sensi, delo na sebi je najbolj pomembno delo v življenju. Srečno. Hvala.